Pogled v znanost. Profesor dr. Lovrenc Lipej, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Vnovič, tokrat na temo vaše nove monografije oziroma knjige, v kateri ste vaše dolgoletne kolumne v Primorskih novicah, seveda združene z vašimi več desetletnimi izkušnjami spoznavanja divje narave. In Zgodbe iz divjine je naslov te knjige, ki ima 19 poglavij, zelo obsežna. Če bi bila nek normalen tisk, bi bilo to tam 600 strani, ste izpostavili na tiskovki oziroma na tej predstavitvi, ki ste jo tudi lepo pripravili na Morski biološki postaji, kjer ste zaposleni. To je zdaj že nadaljevanje. Pred leti ste pod naslovom Podobe iz modrine, to so bile tudi nekako predelane kolumne v Primorskih novicah, seveda razširjene, da se ne ponavljam. Vi izhajate iz študija biodiverzitete, na katero ste v sami knjigi v več teh tekstih, v 19 poglavjih, izpostavili. Slabih 30 let se šele dobro zavedamo, sploh pa na Morski biološki postaji tudi aktivno in fokusirano raziskujete. Čeprav Morska biološka postaja obstaja že od leta 1969, ampak to v tem kontekstu ne igra neke vloge, ne. Gre bolj za dejstvo, da je po tej konferenci mednarodni v Rio de Janeiro konec 90. let prejšnjega stoletja koncept biotske raznovrstnosti postal pravzaprav en od ključnih elementov razumevanja tega, v kakšnem svetu sobivanja narave in družbe živimo, ne. In to je, se mi zdi, tudi glavno sporočilo. Vi pravite, da se ljudje ne zavedajo dovolj, sploh pa te lokalne biodiverzitete pri nas, tako v morju kot pri obalnem območju. Skratka, kaj je glavno sporočilo te vaše najnovejše knjige? Ja, v bistvu sta glavni sporočili dve. Prvo sporočilo je, da je treba vstati s kavča, treba iti v naravo, treba se sprehajati, treba čim več preživeti v naravi in vedno se kaj najde, vedno kaj lepega, vedno kaj zanimivega. Samo oči je treba imeti s seboj, tako kot pravi en rek, ki smo ga morali napisati v osnovni šoli, češ da, ko greš v naravo, vzami oči s sabo. In tega se držim. Po drugi strani bi pa rad v tej knjigi, to je drugi argument, rad dokazal, da je Slovenija nekaj izjemnega, da je vroča točka biodiverzitete in da v Sredozemlju, Evropi, pa tudi širše predstavlja res en tak dragulj, en tak presežek in nažalost se tega premalo zavedamo. Zato, da bi se tega bolj zavedali, pač ponujam tukaj na 114 esejih razna spoznanja, do katerih sem se dokopal sam, z lastnimi izkušnjami, z lastnimi dogodki in potem o teh dogodkih razpravljam, pišem in tudi nekako na nek način poučujem, da bi nekako ti sprožili v vsakem od nas željo po temu, da bi šel ven, da bi raziskoval, da bi opazoval, da bi se potapljal, da bi fotografiral in enostavno pač se sprostil in užival v naravi. Vi ste v sami knjigi in tudi na tej predstavitvi izpostavili, kako je Morska biološka postaja, po vaših besedah, po zaslugi takratne direktorice konec 90. let Alenke Malej, fokusirala svoje raziskave na raziskovanje biodiverzitete in seveda tudi na potapljaške ekipe, kar pomeni pravzaprav na neporušno raziskovanje te raznolikosti, ne. Prišlo do neke take čudne situacije, v bistvu bila je taka negotovost, kako naprej, in v bistvu smo hoteli na Morski biološki postaji nekako slediti času, v katerem smo bili, in ker so se ponudile neke opcije, da bi lahko prijavili določene projekte,
se je dr. Maleva očitno žrtvovala, da pač mene iz planktologa poskuša nekako prestaviti v to novo sfero, upajoč, da se bo kaj iz tega izcimilo. In res, jaz sem potem dobil ta projekt, en večji projekt na Morski biološki postaji, ki je potreboval temu, da smo potem dobili opremo, potapljaško opremo, da smo potem začeli raziskovati biodiverziteto in da smo takrat tudi zastavili metode in tehnike, kako to početi. Bili smo sploh med prvimi v Mediteranu, tako da smo na nek način bili pionirji, ampak takrat smo se že odločili, da je čas, da to naredimo nedestruktivno, neinvazivno, tako da pač popisujemo, fotografiramo, snemamo, brez da bi ubijali, brez da bi shranjevali organizme, brez da bi delali škodo v okolju. No in takrat se je to začelo, od takrat nisem več sam, nas je več kot 10, imam kolege, kolegice, mlade kandidate, ki nam pomagajo in imamo tudi kaj za pokazati, tudi v bistvu teh nekaj knjig, oziroma da jih je že skoraj 20, torej v bistvu kar nekaj za pokazati. Tako da raziskave biodiverzitete so šle svojo smer in tudi ta pričujoča knjiga, o kateri danes govorimo, je na nek način povezana s temi prizadevanji. Leta 2002, če se ne motim, je izšel oziroma ste objavili popis biodiverzitete v slovenskem delu morja. Takrat je bila številka 1800 približno organizmov, ne? Zdaj po tolikih letih, mislim, da je to podatek, torej zdajšen, je pa več kot 2500. Ne? In v tej knjigi tudi večkrat izpostavljate, kako pravzaprav skoraj da vsak mesec najdete kakšen nov organizem. Ne? To je vezano tudi na tematiko, ki bo mogoče načela kasneje, glede na to, da nekateri pravijo, kako malo rib je v slovenskem morju. Ampak mogoče o tem malce kasneje. Ja, ta številka 2500 je kar presenetljiva, kajti doslej je bilo opisanih okoli 265.000 vrst v morju. To pomeni, da imamo v Sloveniji skoraj 1% celotne morske biodiverzitete, kljub temu, da imamo to kapljico morja, ki ni velika. Ta naša kapljica morja je zelo bogata, je izjemno pestra, ima zelo veliko raznolikost habitatnih tipov, po drugi strani pa je najbolj severna v Mediteranu, to pomeni, da se tukaj soočamo s posebnimi okoljskimi razmerami. In seveda vsa ta spoznanja, ki so se manifestirala v tej veliki številki, so odraz novih tehnik, novih pristopov, predvsem, kot sem že omenil, neinvazivnih metod. To pomeni, da se potapljamo, da spremljamo na mestu samem, da poskušamo te stvari čim bolj natančno tudi posneti, zato da bomo lahko to primerjali v prihodnosti. Skratka, te številke so presenetljive in tudi to je eden od argumentov, zakaj ta knjiga, zakaj treba to poudarjati, ker meni se zdi, da vseeno naša država prepogosto pozablja na naše morje. Morje je aktualno poleti, ko so počitnice, medtem ko v drugih letnih časih je to manj pomembno. In to je škoda, kajti naše morje ima kaj za pokazati in je kvantitativna prednost. Vprašajte Slovake, vprašajte Čehe, vprašajte tiste, ki nimajo morja. Morje je res vrednota in mi se premalo zavedamo. Tu mi pride na misel starodavna izreka, ne mecite biserov svinjam, ki je sicer zelo grda, ampak ne si vsakdo, ki to posluša, misli ob tem svoje. Eden od razlogov, to omenite tudi v tej knjigi, da je slovensko morje razmeroma dobro, pa še vedno ne popolnoma raziskano, ker najdevate stalno nove vrste, je tudi, kot ste zapisali, da v seveda celotnem Jadranu, ki je seveda neprimerno večji, ne vem točen kakšen odstotek, je to, da seveda vaši kolegi in kolegice iz Italije in Hrvaške težje raziščejo take velike površine, ne? Ja, natanko tako. Torej, mi imamo manjši kos obale, imamo tudi en inštitut, ki nas je kar dovolj za take stvari. Mislim, nikoli ni dovolj, da bi res naredili temeljito inventuro, ampak mi inventuro imamo, približno vemo, koliko vrst, približno poznamo stanje. Imamo pa eno veliko srečo, veliko kompetitivno prednost pred ostalimi državami, recimo južneje od nas ali pa kjerkoli drugje po svetu, namreč govorimo o zibelki morskih ved. To je bil Trst. To je bil Tržaški zaliv, to je bil Severni Jadran. Tukaj se je vse začelo. To se ni začelo v Ameriki, v Angliji, v Avstraliji. To se je začelo tukaj.
tukaj lahko govorimo, kaj smo pridobili, kaj smo izgubili. Tukaj lahko trdimo, katere so vrste, ki so prišle že od nekdaj in katere so vrste, ki prihajajo v severni Jadran in v Tržaški zaliv danes. Tako da mi si lahko to privoščimo, ker imamo zelo bogato zaledje, resnici na ljubo italijansko ali pa avstro-ogrsko, ampak ti podatki so zlata vredni in to so tudi naše prizadevanja, da bi v sintoniji s tem, kar je bilo odkrito pred stoletji, poskušali narediti neko analizo, kaj se dogaja, koliko smo bili nemarni glede tega, kaj smo vse izgubili, po drugi strani pa tudi, kaj se dogaja v smislu prihoda novih vrst zaradi klimatskih sprememb in zaradi raznih procesov tujerodnih organizmov, ki prihajajo z pomorskim prometom, balastnimi vodami in drugimi vektorji vnosa. No, ko ste že omenili vnos tujih organizmov, seveda eno so invazivne vrste, drugo so tujerodne same po sebi, a ne? Na tem predavanju oziroma na tej predstavitvi ste izpostavili, da ne bi bila oziroma da je nekje največja nevarnost za teh tujerodnih organizmov Beneška Porto Marghera, ne? To je ta veliko pristanišče blizu Benetk. Tako je, nevarnost preži iz Porta Marghere, ampak če sem pa objektiven, bi moral povedati, da so tukaj še drugi faktori. Jaz vedno pravim, sem si sposodil iz Biblije 5 jezdecev apokalipse, no tam so 4, ne? In sicer degradacija in izguba habitatov, bioinvazija, tujerodne vrste, onesnaževanje okolja, netrajnostna raba in 5 je klimatske spremembe. In zdaj od teh 5 je daleč najhujši, sploh ni primerjave, vsakdo bi pomislil, onesnaževanje ali pa degradacija okolja in tako naprej, ne, najhujši je netrajnostna raba. In to je tisto, kar govorimo, da v bistvu zaradi prilova in prelova izgubljamo veliko naše dediščine, naravne dediščine. Ko nek ribič lovi z ribiško mrežo, lovi tisto ribo, ki je tačna, torej lovi, dajmo reči, orade ali pa recimo kakšne sardele, ampak zraven se ujamejo tudi razne morske psi, razne ptice, kot so galebi, čigre, razne recimo želve in velika množica nevretenčev, od morskih klobas do morskih ježkov, do raznih rakov, do školjk in do polžev. To so številke, ki so grozljive. Kaj za, dajmo reči, za 1 kilogram ali pa 10 kilogramov recimo neke dobre ribe, tačne ribe, koliko kilogramov pač izgubimo nekega živega materijala v drugih vrstah. In to je grozljivo. Zato pravimo, da je netrajnostna raba najhujši problem v morju. Govorite o ribolovu s kočo. Ne govorim o ribolovu s kočo, govorim o vseh vidikih, kjer pač se poleg tistih rib, ki smo jih tačno lovili, se ujame drugi organizmi. Torej govorimo o prilovu, po angleško bycatch, torej vse tisto, kar je posledica kolateralna škoda ribolova. No, ko so že pri ribah v slovenskem morju, na predstavitvi se je tudi iz publike pojavilo vprašanje, koliko je sploh rib v slovenskem morju, glede na to, da je ta oseba dobila izjave, torej citirala izjave nekih parih ribičev tukaj iz obale, iz Pirana konkretno, ki pač sta ji povedala, da rib ni, ne? Zdaj, vi ste pa na to odgovorili z enim zelo opisnim odgovorom, ki zadeva kulturno-kulinarične aspekte ljudi, ki živijo ob obali. Veste, to je povezano. Ko govorimo o ribah, je velika razlika, kaj si jaz mislim o tem, ko sem, rastni ihtiolog, to pomeni strokovnjak za ribe, ali pa nekdo, ki se na to ne spozna. In nažalost se tisti, ki se na ribe ne spoznajo, oni govorijo o ribah, torej riba je orada, riba je brancin, riba je tuna, ne? Kaj pa ostali 240 vrst, a to niso ribe, ne? Torej, v bistvu problem je tem, da gledamo za temi človeškimi očmi, vedno si predstavljamo ribo, tisto, kar je užitno na krožniku, tisto, kar si želimo jesti. Pozabljamo pa na to, da imamo v slovenskem morju 243 vrst rib in da imamo v našem delu, torej Jadrana, imamo reden monitoring, to pomeni že od leta 1999 in ta monitoring kaže, da je precej vrst rib, ki so komestibilne, torej užitne, ki jih ribiči ne lovijo. In niti si ne prizadeva, da bi jih lovili. Kljub temu, da so to ribe, ki so zelo okusne in imajo recimo že v južnem Jadranu ali pa recimo v Britaniji ob obalah Normandije neverjetno veliko tradicijo in veljajo za poslastice. Ne? Torej govorim o nevednosti. In jaz sem omenil, če ste dobro poslušali tudi Pešče povero,
To je ena paradigma, ki jo tukaj najdemo v Tržaškem zalivu, in sicer, da so se ribiči specializirali na to, govorim o stoletjih, da so najboljše ribe prodali na borzi ali pa, bom rekel, bogatim ljudem. Ostale ribe, ki so bile pa mogoče manj vredne, so pa sami razvijali in dvignili ta njihov nivo do ravni neke specialitete. In danes recimo je veliko takih, da rečejo temu bongustai, torej navdušencev, ki te ribe pozna in jih uživa. In italijanske recepte je tukaj zelo veliko, tudi Hrvati imajo dosti tega, v Sloveniji pa te tradicije žal nimamo. Slovenija je tukaj, bom rekel, zaenkrat zelo, zelo zadaj. Skratka, ribe so, ampak problem je tem, da je ta gastrocentrični vpliv preveč močen. To pomeni, ribe so tiste, ki so užitne, ostalo pa nas ne zanima. To je ta problem. Ja, to je najbrž zato, ker slovensko ribištvo je doživelo kulturni šok po drugi svetovni vojni, ampak seveda na Tržaški obali. To so bili slovenski ribiči. Tukaj so bili neki drugi ribiči, ki so potem po vojni šli blizu Tržiča med Furlanijo in Trstom, in jih je država pustiva to. Če govoriva o biodiverziteti v slovenskem morju, kakšno je realno, dejansko stanje? Zdaj, vi pravite, da dejansko sploh ni slabo, čeprav to ne gre v prid tem 5 razlogom za to, da je biodiverziteta na planetarni ravni vedno slabša. Podatki ne lažejo. Tukaj gre za čisto objektivno poznavanje stanja. Imamo veliko projektov, recimo projekt obalne ceste med Izolom in Koprom, imamo projekt Natura 2000, imamo druge projekte, razne plaže in tako naprej. In v okviru tega popisujemo fauno in floro. In naši podatki kažejo, da je to stanje dobro. Vam povem tudi podatki iz letošnjega leta 2026. Stanje je pač, kar se tiče vrstne pestrosti, dobro. Recimo, pred kratkim smo začevali na Piranski punti, ker so razmere izjemne in to tudi poskušamo nekako predstaviti, bom rekel, naročniku, da se takim območjem izogiba pri njihovih posegih. In seveda vsa ta, bom rekel, ves ta material, vsa ta evidenca, ki smo jo zbrali, kaže na stanje, ki je preverljivo. Če drugače, lahko dokažemo, bom rekel, v smislu posnetkov, ki jih imamo. Posnetki ne lažejo. Moram reči, da smo morda tukaj nekoliko v defenzivi, premalo se vključujemo, premalo nas sprašujejo, premalo smo aktivni, nismo zelo aktivni na teh sodobnih medijih, na Facebooku, na Instagramu in tako naprej. In tu je ta pač problem. Danes ljudje rajši brskajo po teh sodobnih medijih in recimo neko nepreverjeno informacijo uporabijo, pa bi lahko od nas dobili veliko bolj konkretne in natančne podatke. Tako da to je ta problem. No, že vaš osebni doprinos k iti onstran zgolj znanstvenega raziskovalnega dela je viden v takšnih knjigah, kot je ta, in v vaših kolumnah, ki jih objavlja tudi časnik Večer, če se ne motim. Mogoče jih bo kdaj tudi čelna stran rtvslo.si, upajmo, glede na to, da v Ljubljani težko te časnike iz jugozahoda in severovzhoda dobimo. Omenili ste tudi v knjigi predvsem večkrat oziroma zapisali, da biotsko raznovrstnost slovenskega morja, slovenske obale, predvsem tujci, torej vaši kolegi in kolegice iz tujine, ko pridejo sem in prav poimensko oziroma ne poimensko po državah imenujete, nad čem so presenečeni, kar s tem hočete izpostaviti, da pravzaprav se tukaj pri nas nekateri ljudje ne zavedajo oziroma preveč ljudi ne zaveda, na katerih tleh in morju živimo. Ja, recimo, ko je moj kolega, dobri kolega koraloslovec, profesor Kružič, ko smo ga peljali na slovenski koralni greben, ki ga imamo, torej imamo slovenski koralni greben, ko smo ga peljali pred Piransko punto in ko si je ogledal na globini 10-12 metrov orjaške jate kavalov, on je bil fasciniran, on je bil vzhičen, on ni mogel verjeti, pa se je potapljal v vseh predelih Jadrana in je rekel, to je nekaj neverjetnega. Ko je profesor Melcer iz Münchenske univerze prišel raziskovati našo Pozedonko, ko smo ga povabili na teren, je bil presenečen, kako je to možno, kako
res ni mu bilo jasno, da se to lahko tukaj najde. Ko je bil profesor Pržan, največji strokovnjak za morske trave, ko je našel na nekaj kvadratnih metrih vse 4 vrste morskih trav v Slovenskem morju, je bil šokiran. Pa lahko bi še naprej govoril, recimo, ko so črnogorske kolegice prišle na plažo v Ankaranu, ki je sestavljena iz lupin, školjk in polžev, in sicer 190 različnih vrst, so bili šokirani, ker takega niso nikoli videli. To je bilo za njih nekaj enkratnega. Nam se pa zdi nekaj tako, bom rekel, mi to gledamo mogoče malo podcenjeno na te stvari, ampak oni to vidijo. In tukaj pozabljamo, da bi morali te stvari tudi mi sami ne prodajati, ampak uveljaviti in poskušati prikazati splošnemu občestvu, torej vsem ljudem, da vejo, kaj imamo. Ne. Če se strokovnjaki zavedajo, potem bi se morali tudi tisti, ki jih to zanima, pa jim je to všeč. Ne. To bi lahko tudi bila neka turistična destinacija, kot se zdaj moderno reče, ne? Glede na biotsko raznovrstnost. Tukaj pri nas, blizu Ankarana, pa rta Ronek, ste opisali tudi tako imenovane biogene formacije. To so podvodne združbe, vir bivalnih zmožnosti za ogromno organizmov. Ne? Ribiči so vedeli, da se tam lahko lovi ribo, ampak vi ste pa to šele morali raziskati. Ne? Ja, to so grozljive stvari. Ribiči so vedeli to že več stoletij. Govorite o teh osamelcih, ki jim rečejo v Trstu trece, v Benčiji pa tenjuje. Mi takih osamelcev nimamo, imamo zelo majhne. In to so res neke posebnosti, bom rekel, posebni geomorfološki elementi. No, največji med njimi je tale greben pred rtom Ronek, imamo pa še prekrolegensko stopnico, imamo še grebene druge vrste, torej posebnega mnogošletinca, ki je v Škocjanskem zatoku prisoten v obliki grebenov in še marsikaj. Skratka, te biogene formacije so ena od lastnosti, ki smo jo dobro opisali, tudi Center za varovanje Mediterana iz Tunisa nam je dejansko financiral monografijo o tem. Na ta način smo tudi obelodanili temu prostoru, da imamo to, da je to okoli nekaj res izjemnega. Ne. Žal, še vedno smo tukaj nekoliko narodni, kljub temu, da imamo takega oddaja, kot je ta, kljub temu, da dajemo izjave za televizijo, kljub temu, ko temu pišemo marsikje, seveda se ta informacija hitro zgubi in to pač si zapomnim sem tisti, ki jih neposredno zanima, pa kakšni ribiči seveda, ki dobro vedo, da je tam vedno bogato ribiško okolje. Pred koncem vašega predavanja, predstavitve knjige Na morski biološki postaji se je napovedala tudi že pišoča se knjiga, ne, Sence iz globine, kjer boste razširili torej opis vaših izkušenj, podobe iz modrine izpred parih let je bila prva natis razprodan. Zgleda, da vedno več ljudi bere to. Upajmo, da ne bo za manj. Ne? Veste, kako je to? Nekoč mi je nekdo rekel, da preč ljudi se oglaša, pa nima kaj zapovedati, preč ljudi piše, pa ne pišejo dobro. So pa ljudje, ki bi lahko kaj povedali, pa so tiho, in so ljudje, ki bi lahko kaj napisali in ne pišejo. Ne? In mene je nekdo sprovociral s tem, da pač jaz sem morda med tistim, ki bi lahko kaj povedal, pa kaj napisal. In jaz sem pol to dokaj resno vzel, ker je to moj prijatelj. In sem se tega lotil in bil sem zelo, bom rekel, na nek način skeptičen, ker veste, eseji, ko jih objavite kot, bom rekel, tedensko kolumno, je pač, to je ena zaključena celota in to pišeš o nekem problemu, ta problem ima časovno komponento, torej takrat, recimo, pisal sem, prejšnji teden so našli nekega morskega psa in zdaj moš to povezati neko celoto. To ni tako enostavno, kot bi si nekdo mislil, ne? Torej rabimo čas. Ko je prišlo do prve knjige in smo našli sponzorja in ko je bila ta knjiga v manj kot 2 mesecih ponatisnjena, sem si mislil, to pa je že kar nekaj zanimivega. Ne? In potem, ko so mi rekli, da je nekaj denarja na voljo za to tretjo knjigo, oziroma za to drugo knjigo, ne? Sem potem rekel, no pa dejmo. In zdaj je tukaj pred nami knjiga, ki bi lahko imela tudi več kot 600 strani, ampak smo pač spravili na te 400 z manjšim tiskom. Zdaj je tu in zdaj enostavno vidim, da tudi po današnji predstavitvi, tudi po obisku sem zelo vesel, te stvari grejo. No? In sem si rekel, zakaj pa ne bi potem še na nek način to nadgradil. Namreč vedno izhajam iz sebe, tako da bi rad bil pristranski kronist, ne, torej opisovalec,
ampak na podlagi lastnih izkušenj. Zakaj? Ker danes je problem v tem, da nam grozi taka velika nevarnost, ki se reče UI, umetna inteligenca, in danes lahko kaj napišeš, pa ti vedno lahko kaj zagode. In zato si rečem, rajši izhaja iz vlastnih izkušenj, ker mene UI ne pozna. Ne morem me poznati, dokler tega ne napišem v računalnik. Tako da tukaj so lastne izkušnje in sem rekel, kaj če bi to tretjo knjigo res strnil vsa moja spoznanja, ki sem jih prispeval v znanstveno literaturo, mednarodno in domačo, glede morskih psov in skatov, pa še drugih velikih morskih organizmov, ker tega se je nabralo, veliko je zanimivega, zelo mi je všeč o tem pisati. Tako da nekaj sem že napisal in sem zelo zadovoljen s tem, tako da ne vem, morda bo pa še letos, konc leta, prišlo do nove knjige in o morskih psih. Zakaj? Zato, ker sem temu posvetil zelo veliko svojega življenja, o tem malo kdo ve, torej vejo tisti, ki se na to spoznajo, pa se mi zdi prav, da bi morda strnil vsa ta svoja spoznanja v neki taki celoti. In bi tako sklenil trilogijo, torej Podobe iz modrine, Zgodbe iz divjine in na koncu Sence iz globine. To je res tak paket, ki morda bi zaključil to moje, moje razmišljanje o biodiverziteti. Profesor Lovrenc Lipe, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam. Pred mikrofonom sem bil Goran Denzel. Pogled v znanost.